Za sprehod po osrednjem Blejskem parku ob Jezerski promenadi bi težko našla boljšega vodnika, kot je Jan Bizjak, doktor agronomije. O drevesih govori skrbno, strokovno in z veliko ljubezni. Svojo ekipo z infrastrukture Bled želi Blejskim parkom ne samo v srednjemu vrniti nekdanjo slavo. Naš sprehod smo začeli kje drugje kot ob stoletni lepotici. Primer ene čudovite, krasne 100 let ali pa še več stare smreke, ki upam, da bo sicer čim dlje z nami še, ampak če jo pogledamo, vidimo, da iz koncev vej pa iz vrha se je začela sušiti in takrat je to znak pri drevesu mogoče, da se njegovo življenjsko obdobje izteka. Mi probamo drevo čim dlje ohranjati pri življenju, če seveda ni varnostno sporno, ampak ko se začne to iz koncev vej sušiti, je to znak, da drevo nima več moči, da nekako dotoka hranil pa vode v najbolj skrajne dele drevesa niso več tako uspešni in potlej moramo tako drevo tudi bolj podrobno spremljati, da nekako tudi vemo pol ta prav čas, če je varnostno sporno ga odstraniti. Da pri sami odločitvi, a je drevo varnostno sporno oziroma ogroža, je lahko nevarno, se zmeraj posvetujemo s certificiranim arboristom, ko dejansko pride sem, izdela mnenje, strokovno mnenje in v skladu s tem mnenjem potlej mi tudi izvedemo ukrepe na tem drevesu. Razen, če ni stvar res očitna, da se drevo suši pa da je življenjsko nevarno, drugače pa počakamo, pokličemo tega arborista, ki na podlagi svojih desetletnih ali pa več izkušenj oceni tudi, da je drevo življenjsko ogroža ali pa dejansko se mu še da priložnost, da ga negujemo in mu podaljšamo njegovo življenjsko dobo. V parku najdemo kar nekaj različnih vrst dreves, ki uspešno rastejo v skupini. In tukaj je bila že ena taka zelo posrečena zasaditev, takrat tudi izvedena. Tle lahko vidimo v zadju kombinacijo rdečih pa črnih borov, borovci, pa macesni, pa kakšne breze, pa tudi kakšne bukve, recimo zelo lepo rastejo v skupini, naprimer tamle dol boste videli, je pa kombinacija buku, tudi zelo skupaj nasajenih in to je zelo lep primer, kako se drevesa dejansko prilagodijo druga na drugo, da rastejo lahko v skupini, v simbiozi, če rastejo od malega skupaj. In zato recimo je pri takih posegih zelo pomembno, da mi, če le res ni nujno, pa če kakšno drevo ne odmre, da dreves ne odstranjujemo v skupini, ker če odstranimo enega ali pa druga, to vpliva na vse ostale. In potlej se res lahko pojavi, da pride nek neurje, nek veter popiha z ene strani, ki smo mi drevo odstranili in to vpliva pol na druge drevesa in se lahko tudi ta drevesa potlej podrejo. In še koristen nasvet za domačo uporabo. Ker ljudje delajo zasaditev, naj ne sadijo preblizu hiš, naj ne sadijo dreves, ki zrastejo preveč v višino, ker pol naenkrat, če že pride do te situacije, da je drevo preobširno, nevarno, naj se odstrani v celoti, ne pa eni, kakor je danes zelo popularen, da drevo dobesedno obglavijo, ga znižajo na eno višino in pol dejansko tisto drevo kazi tisto okolico, namesto da bi dodal svojo lepoto, neko dodano vrednost. Tako da res razmišljajmo o dejansko nekaj 10 let naprej, kakšno to drevo bo, kaj si želimo in pa če se bojimo, da bo previsoko, izberemo nekoliko nižjo drevesno vrsto, ker izbira je itak ogromna, ne pa da se potlej takrat z nekimi rigoroznimi ukrepi drevo znižuje, ker to ni dobro ne za drevo, ne za nas, ker s takmo drevesom imamo mi pol non-stop vzdrževanje. Ker če mi krošnjo znižamo, koreninski sistem ostane isti, bo drevo slej ko prej nadognadilo spet tisto višino, ki smo jo mi odstranili in to je začaran krog. In tega se ljudje danes ne zavedajo, in kakor sem že rekel, to na koncu ni dobro ne za drevo, ne za nas same, ker imamo z njim veliko dela. V parku je tudi nekaj uspešno rešenih dreves. Zanimiva je zgodba o mladi jelki. To je jelka, ki je bil napovedan zelo žalosten konc, namreč na enem vrtu v Lescah je lastnik se odločil, da nima več prostora in je meni to omenil in sem potem rekel, nič, jo bomo pa mi probali posaditi v park na Bledu in ji zelo dobro kaže dejansko, da bo tudi preživela in tukaj večno srečno rasla. In to smo jo približno 2 meseca nazaj, smo jo izkopali,
in smo jo prestavili semle s Hiapom v park, kjer bo nekako nadomestna ali pa bo, ker tukaj zraven je že ena 100-letna jelka in smo zdajle, dokler še ta mogočno raste, da imamo že en podmladek za naprej. Pri presajanju iglavcev, sploh starejših iglavcev, če jih ne presajamo v loncu, če jih presajamo z tako imenovano golo korenino, da mi dejansko izkopljemo drevo z grudo vred ali pa dejansko samo z golimi koreninami, je zelo pomembno, da drevo zadostno zalivamo ta prvo leto, pa še tudi kdaj ta drugo leto. To je ključna stvar, da se ljudem, recimo kakšni borovci, jelke, smreke, ki jih skopavajo in nekje ne primejo, ker jih ali premalo zalivajo ali pa jih recimo izkopljejo s premalo koreninami, ker morajo se ljudje zavedati, iglavce je treba kdaj zaliti tudi pozimi. Tudi japonski javor je v bližini jezera našel svoje novo mesto. To je en zelo lep primer, kako bi človek rekel, enega na eni strani odnosa do dreves, na drugi strani pa tudi medsebojnega sodelovanja. To je eno drevo, ki je 2 leti nazaj, takrat Peter Vukotič iz podjetja Palček opazil, da je pač na tistem mestu, kjer je raslo, da se bo rušilo, da se bodo delali neki drugi gradbeni projekti, posegi in je takrat dal idejo, zakaj, če bi probali takle drevo presaditi. In to je en javor, japonski javor, ki je star sigurno 40 ali pa celo več let. In takrat sva s Petrom rekla, dajva probati, pa če ga lahko ohranimo, dajmo ga v park, ker japonski javori so tudi na slovenskih vrtovih zelo priljubljeni, ker menjajo barvo, spomladi so tako lepo zeleni, kot zdaj, potlej pa dejansko zamenjajo barvo in so jeseni zelo lepo škarlatno rdeči. In to smo takrat skupaj naredili in zdaj vidite, da zdaj že ima že, kako bi človek rekel, ta drug oziroma ta tretji rojsten dan na nov in zelo uspešno raste. In to je recimo en tak res lep pokazatelj, če s ta pravim odnosom pa s ta pravim pristopom se ene stvari lotimo, lahko ohranimo marsikaj, pa storimo marsikaj, pa premaknemo marsikaj in zato jaz tudi večkrat probam kakšna starejša drevesa presajati, ker zgubiti na koncu nimamo kaj dosti. Lahko pa ogromno pridobimo, ker en takle drevo je rasel več, kot sem jaz star, zdaj ga pa lahko že dejansko v tej obsegu občudujem. V neposredni bližini nežnega javorja že uspešno raste skupina bukov, ki je nadomestila prejšnja obolela drevesa. So bila 4 tako mogočna debla, 3 bukve so bile že okužene s to glivo in pa smo po priporočilu arboristke, certificirane arboristke, tista drevesa odstranili. Najbolj zdravo smo pustili in ta bo zdaj, upam, da še čim več let tukaj kraljevala v tem delu parka, medtem ko smo pa v zadju že vidite lahko zasadili 4 nove bukve na isto razmerje nekako, kot so bile posajene prej. Sicer jaz mislim, zakaj so te bukve propadle, je ne samo zaradi svoje starosti, ampak tudi mogoče zaradi razmer, ki so tukaj, ker smo kopali, ki smo dejansko štore dajali, mislim, ki se je frezali, pa ki se je štore dajali ven, smo videli, da je pol metra, ker jezero napreduje malo tudi v obalo in da je že zelo visoka podtalnica in buku na dolgi rok tega sicer ne mara, tako da zdaj tukaj smo se vseeno odločili nazaj, da smo dali 4 bukve zaradi tega ohranjanja tega načrta Svensona oziroma tisti, ki je takrat to posadil. In vprašanje pa, če bodo te drevesa tu čakala tudi 100 let in več, tako kot so ta, zato ker če so razmere niso tako optimalne, ker buku je recimo drevesna vrsta, ki ne prenese visoke podtalence. Ampak še vseeno, da smo ohranili ta en zelo lep ambient teh 4 debel, ker tako 100-letno drevo je, sicer deluje kot ena krošnja, potlej, ko odrastejo vsa drevesa, ampak ta debla, ki so pa tako blizu skupaj, pa dajo eno tisto dodatno čarobnost. Zato smo tudi se odločili, da nazaj ohranimo tudi to drevesno vrsto in te smo lansko leto posadili. Pripeljali smo že zelo velike sadike, pa vidite, da če se nekim pravim pristopom to naredi, da potlej tudi starejša drevesa lahko čist uspešno presadimo.
Jan ni privrženec stroge angleške zelenice. Tamle v zadju se lepo vidi, je pač nova negovana zelenica, ki je res samo trava, a ne ni drugih nekih drugih vrst rastlin. Sčasoma seveda potlej pridejo v naše trave tudi detelca, ki je zelo lepa, pa trobentice, pa marjetice, pa take rastline, pa regrat ne nazadnje tudi, ki so čisto dobrodošli, a ne dejansko, ker tudi travna ruša je ena vrste simbioza. Notar je ponavadi enih 50% trav, enih 20-30% metulnic, ostalih 20% so pa zelišča, pa razne druge, tudi zdravilna zelišča rastlin in na dolgi rok si itak želimo pol neko tako čim bolj pestro travno rušo. Jaz nismo obsedeni z neko angleško travico, ampak jaz na začetku pravim, da se lahko to na ta način, če hočejo ljudje imeti čim bolj samo travo, da se na ta način pristop, ki sem ga prej opisal, da res dobijo čim bolj kvalitetno travno rušo. Sčasoma se jim bojo pa potlej, seveda, če bojo delali brez kemije, kar upam, da ljudje še vseeno težijo k temu, se jim bo pa zasadila kakšna detelca, ker morajo ljudje se zavedati, detelca pa druge metulence so z razlogom v travni ruši. To pa zato, ker s pomočjo iz zraka vežejo dušik in tudi ostale rastline, ki so okrog njih, imajo dobrobit od tega, ne one same, in zato je to čist naravna simbioza in ljudje ne pač to vidijo lepoto tudi v tem. Plazeče vrbe, ki so bile ob jezeru nasajene pred leti, zagotovo ne sodijo med parkovne lepotice. Marsikoga pogled nanje spravi v slabo voljo. To so te vrbe, ki so nekako najbolj problematičen del parka ali pa mogoče najbolj nezaželjen ali pa neugleden del parka, ki marsikoga motijo. Tukaj sem že, kot sem rekel, bomo pač položili za začetek traven tepih. Zakaj traven tepih? Zakaj ne bomo šli trave sijati? Zato je tukaj prisotno ogromnih nekih koreninskih plevelov, ki, če pogledamo tlele, so takrat, ko cvetijo tudi recimo lepi, zdaj lejte tale divja potočarka, ki je zdaj lepo cveti, pa je paša za čebele, ampak dejansko ko se to res razraste, so zelo neugledni in če hočemo te plevele koreninske zamoriti, je polaganje travnega tepiha edini način. Zato bomo tudi se to v prihodnjem, upam, da že v prihodnjem letu po etapah lotili, ker je to vseeno tudi stroškovno veliko bolj zahteven, kot pa če travo sejemo. Zato smo se lotili tega dela obale, nekako etapno ga pač urediti, pa ga polepšati, da bo tako, ki je bil nekoč zelo lep. Je pa zdaj tudi v skladu s prenovo promenade, tukaj se dela tudi zasnova, obnova teh parkov po Bledu, nekaj že delamo zdajle, ampak na dolgi rok, kako bi potlej tudi z upoštevanjem zgodovine tudi, kako je bil park zasnovan, da bi ga spet obnovili, da bi bil res, da bi mu neko to staro slavo, ki je imel, in sočasno tudi poteka nekako ta pregled zgodovine, pa delanje novih načrtov za park, pridobivanje soglasij iz strani ZVKDS-ja, ki jih moramo imeti za vsak drevo praktičen, ki ga posadimo, in potlej bomo dejansko tudi izvedli zasaditev. Do takrat bomo pa tlele vzdrževali neko negovano zelenico. Košček te najdemo le korak naprej ob jezeru. En zelo lep primer, kako nekako na dolgi rok želimo tudi urediti ta del, ki ljudi najbolj moti tlele ob jezeru, te vrbe, plazeče vrbe, ki so bile nekoliko na neroden način zasnovane pa posajene. In tlele smo ta del recimo 2 leti nazaj že uredili takrat. Vzeli smo vrbe ven, ker tukaj je bilo itak vse pohojen. To je bil en del, recimo, kjer je bilo to vse pohojen in vrbe tudi niso uspevale. Položili smo travni tepih, ker namreč problem med temi vrbami je, da je prisotno ogromnih koreninskih plevelov, pa tudi semenskih plevelov, ker je bila zemlja pripeljana zelo okužena s temi pleveli in je zdaj Sizifovo delo to vsak let plet. Mi smo ga zdaj v zadnjih 2 letih dejansko polepšali spomladi z narcisami, da so bile take lepe narcise tukaj. Na dolgi rok pa želimo nekako urediti na ta način, da je negovana zelenica, da kje posadimo različne grmovne vrste, kakšno drevo in tudi postavimo kakšno klopco, tako kot je bilo to nekako, vi, ki ste manj mladi, se spomnite enih 20 let nazaj, kjer je bil ta del veliko bolj romantičen, kot je pa zdajle, tale pogled na te vrbe
je redko kjer bo všeč in je tudi zelo monoton. Ne. Tako da na ta način. Zakaj bomo položili tepih? Zato, ker koreninske plevele, mi pač ne bomo uporabljali nobenih strupov, se edini na ta način lahko zatre, da se položi čez tepih. To metodo smo mi sprobali, recimo, zakaj tak majhen kotiček tukaj je urejen, ker jaz sem rekel, dajmo to sprobati na enem majhnem kotičku, ko zmeraj kakšne nove stvari, ki jih sprobamo na majhnem modelu, da vidimo, kako se obnese, pol pa čez leto, dve dejansko to prenesemo tudi na druge kotičke, ker zmeraj je to fajn, ker tukaj tudi te vrbe, ki so bile zasnovane, so bile na zelo velikmu območju, na prevelikmu, ker se pol včasih šele z leti v življenju tudi na drugih področjih pokaže, da kakšna stvar ni čisto optimalna. Lep primer tega, kako narava poskrbi za večno obnavljanje, je padlo drevo, ki spominja na gosto grmičevje. A vidiš, tole vse te krake, dejansko je to bilo drevo, ki je pod težo lastnih vej, lastnih pogankov vse upognilo navzdol in dejansko začelo rasti kot kako bi človek rekel, po površini in tle je tudi en del, ki je že odmrt, skoraj čist, pa se samo še lej, tale del je živ, tukaj je še ljubje in ta del prehranjuje ta krak. In je tako res zanimivo, kako se recimo rastlina bori za svoj obstoj in kaj je lahko recimo, koliko je to močna, da dejansko vse to prenese in da pol še tako lepo uspeva. In je za moje pojme ena lepših po barvi, ena lepših rastlin in sem zelo vesel, da jo imamo. Zdaj načrtujem že nekako, da bi tle nasadil tudi kakšen podmladek, da bi potlej nadomestila to na dolgi rok. Po drugi strani pa zanimivo tole videti. Kako pomembna so drevesa tik ob jezeru, kaže primer jelše, ki ima svoje korenine tako na obrežju jezera kot v jezeru samem. Evo tle je zelo lep primer ene neverjetne jelše, črne jelše, ki je še ena od občudovanja vrednih dreves na Bledu. Kako je recimo najdla pot, da je pol njenih korenin praktično v zemlji, tle za mano, pol korenin je pa lahko tle vidva v vodi. In dejansko ona črpa tudi iz vode hranila in ostale snovi. Tako da v naravi je zmeraj tako, da če res damo drevesu, da ga posadimo na njegov, tam, kjer je srečno, tam, kjer je zadovoljno, tam, kjer je njegovo ugodno rastišče, da pol dejansko, lejte, prenese tudi ne vem kakšne ostale okoliščine, ker tale drevo vidite, da je praktično raste res nad vodo in ima neverjetno stabilnost. In tukaj, kdor je polet pozoren, je od spod ogromen in račk in rib, ki iščejo senco. In zato jaz rečem, da je tudi kakšno obalo, kakšno drevo ob obali zelo pomembno. Sprehodili smo se še do enega drevesa s posebno zgodbo. To je ena tudi najverjetneje 100-letna lipa, če ne več, ki je zelo zanimiva. Lejte, eno polovico skoraj ali pa eno tretjino, en krak je neurje enkrat odlomil in se rastlina še vseeno bori. Pognala je nove sekundarne poganke, ki so jih tle lepo videti in najdla je nek nov ravnovesje, ravnotežje. In je, čeprav je recimo votla, praktično res precej votla, je bilo nekako ocenjen, da ni vseeno nevarna oziroma da je še vseeno stabilna in zelo fajn, da je bilo tako ocenjen, ker res že dolga leta potem uspeva. In evo, tle lahko tudi povem glede bršljana, ljudje zmotno mislijo, da je bršljan nekako, da jemlje kaj od rastline. Bršljan uporablja drevesa ali pa kakšno drugo rastlino samo za oporo in dejansko od nje ne črpa nič. On jo uporablja za oporo, da pleza in za samo rastlino ni problematičen, če se pretirano ne razbohoti, da slučajno ne gre na veje in ji zaduši listo maso, ali pa da jo ne preraste v tolikšni meri, da bi dejansko zaradi povečanega opora, ki ga ta bršljan tudi povzroča, zaradi listne mase, da bi se drevo lahko ob kakšnem vetru prelomilo. Drugače pa bršljan ni invazivna rastlina za rastlino oziroma ni parazitska rastlina. Če takole sekundarne poganke drevo odžene, dejansko, pa da so že tako debele take poganke, je treba pustiti. Zato, ker to drevo naredi z razlogom, zato da se sidra, da si nekako poravna težišče. In ta lipa je res
neverjetna, ne? Če pogledamo praktično. Mislim, da bi jo mogli vsi trije objeti, da bi dejansko prišli v krog. Je pa zanimivo, da je ogromen lip, tudi najstarejših lip na Slovenskem votlih. In zato toliko večkrat pravim bojazen, da če je drevo votlo, ni še nujno, pri lipah je to že tako, da bi se bo pa drevo kar prebrnilo. Če ni nekih posegov okrog gradbenih, da ni poškodovan koreninski sistem, da ni kaj okužena, da ni kakšna korenina odmrla, potlej drevo dejansko res prenese, lahko rečemo tudi 50-letne viharje ali pa še več. In jaz sem zelo vesel, da se je ta drevo navkljub temu, da je takrat doletela taka tragedija, da je en vrh praktično svojo polovico izgubila, da so ga ohranili. In evo, zdaj že kar nekaj let, če mislim, da ali pa že 10 let od tega, ali pa že več, še vseeno raste. In upam, da bo še čim dalj. Naš sprehod smo zaključili ob 2 belih topolih, za katera Jan pravi, da sta ena izmed najlepših na Slovenskem. Ta drevo ima res, po moje bi lahko rekel, en lepših topolov na Slovenskem, se pravi v celotni državi, ker je svojo res dimenzijo in pa svojim habitusom res krasen. In tudi če gor pogledamo vrh, praktično ne vidimo skoraj konca. Visoka sta prek 40 metrov, ne bi bila stara iz časa Svensona, se pravi, on ne bi nekako v tem parku deloval med letom 1892 pa 96, se pravi, sta stara okrog 130 let, 125 let, ker jaz sem jih tudi na stari sliki iz leta 1915, ki sem videl na razglednici, sem jih že videl v ozadju. Se pravi, že takrat sta bila precej visoka, ker beli topol v mladosti zelo, zelo hitro raste. Potlej, ko pa enkrat doseže ogromne dimenzije, se pa rast ustav, in sta res ena izmed dreves, ki se je res splača ustaviti, pa jih pogledati, pa jih opaziti, ker jaz upam, da boste čim dalj časa še v tem parku. In je tudi naš arborist prav, da je en poseben doživetje, ko dejansko na tak drevo splezaš, pa mu nudiš neko nego. In zato je zelo pomembno, da se nege dreves, kjerihkoli dreves, sploh pa takih dreves, lotijo res tisti, ki so za to strokovno usposobljeni, ki imajo poleg strokovne usposobljenosti tudi odnos do dreves. Lepa narava, ki nas obkroža, ni sama po sebi umevna in naše začasno bivanje v njej bi morali bolj ceniti. Nos je tista dejansko vrednota, na kateri moramo največ delati. Naši predniki so nam res zapustili zelo lepo, živimo v zelo lepem kotičku sveta, zelo eno lepo modro zeleno deželo in z našim odnosom je naše nekako poslanstvo, pa tudi odgovornost, da to prenesemo, pa tudi na naše zanamce, ki prihajajo. In glih to zavedanje, jaz sem tukaj zelo hvaležen na Bledu, recimo, da se toliko ljudi trudi za svoje vrtove, ker Bled ni sam jezer, niso sam neke javne površine, mi že na javnih površinah dejansko se trudimo in tudi skrbimo, da je okolica čim lepša. So tudi ljudje, ki tukaj živijo, občani, ki pa res lepo skrbijo za svoje vrtove in tle sem jim tudi jaz zelo hvaležen in bi rad, da to tudi čim bolj prenesejo na svoje mlade, ker se mi zdi, da mi mladi smo tisti, ki bomo nekako ta odnos zdaj probali spet dvigati na raven, ki je nekoč že bil, ker jaz mislim, da tukaj smo kot človeštvo v zadnjem času malo zatavali, in to je tista bistvena stvar, da mladi spet tukaj odnos do okolice, odnos do zelenja, ne nazadnje tudi odnos do pridelave hrane, ker danes smo sicer gledali parke, pa šli čez parke, ampak to vse skupaj se opada. Odnos do samega zelenja, da smo tukaj gosti, ne pa da si lastimo vse skupaj, in to na koncu ne bo koristilo sam planetu, samemu, ampak tudi vsem nam, ker jaz zmeraj tako verjamem, da narava itak brez nas še lepše funkcionira, mi pa brez narave ne moremo in tega bi se mogli ljudje zavedati in pol bi bilo vse skupaj lahko še veliko lepše, kot je.